V tem mini e-predavanju o dveh zadevah, ki sta v bistvu ves smisel oziroma vsa, če lahko tako rečem, skrivnost spletnega biznisa in tega, kako nam v bistvu spletni biznis oziroma spletna orodja in spletne rešitve lahko pomagajo pri prihranku časa. Hojla, če se še ne poznava oziroma če se vidiva prvič, sem Marija Maruša Jovanovič na dolgo oziroma Maruša tako lepo na kratko in govorim o spletnih orodjih in spletnih rešitvah za kovče, izobraževalce, svetovalce, skratka za vse strokovnjake, ki prodajamo svoj know-how na trgu. Torej govorim o tem, kako nam spletna orodja in različne spletne rešitve, marketinške, izobraževalne rešitve lahko pomagajo do več strank ali več časa ali celo obojega. Zdaj tako, če te ta tema majčkeno bolj zanima, potem te vabim, da se vpišeš v brezplačen spoznavni vodni spletni tečaj na edugodek.si pošiljnica brezplačno oziroma link pa tudi spodaj na tem v opisu tega kanala. Skratka, tam gremo res nekaj sistematizirano čez celoten proces, čez vse sisteme, vse rešitve, vse skrite hakeljce, skratka, da si pogledamo pravzaprav, kako ta online svet deluje in kje nam lahko v bistvu ta orodja pridejo v poštev. Za samo praktično implementacijo sem pa razvila platformo Spletni hub, ki te pa podpre, da pa vse te zadeve, o katerih pravzaprav jaz govorim, tudi dejansko realiziraš v prakso. Torej, dve skrivnosti, dve stvari, ki nam v bistvu, ki sta v smislu online sveta, v kontekstu seveda, o katerem govorim, v bistvu so tako simpel in tako preprosti, da sem bila pravzaprav v dvomih, ali sploh posnamem tole mini predavanje ali ne, ker pravzaprav je vsa poanta v tem, da delamo stvari v paketu in pa da jih delamo vnaprej. Zdaj v paketu pomeni, da ko se lotimo in naredimo vse naenkrat, in kot to, da delamo vnaprej, pomeni, da pravzaprav stvari pripravljamo za več dni, več tednov ali celo več mesecev vnaprej. Pa dajva vsako majčkeno mogoče bolj podrobno pogledati, pa pogledati, kje so, bom rekla, primere za vsako od njih. Zdaj tale delaj v paketu velja tudi za, ko delaš recimo spletne tečaje, tiste posnete spletne tečaje, ampak se bom jaz osredotočila bolj na te biznis zadeve, skratka na promocijo, prodajo in vse te zadeve. Torej, delaj v paketu, to bi se rekli v bistvu naredi čim več stvari iz istega področja naenkrat. Zdaj primer. Večkrat govorim o tako imenovani dnevni, tedenski in mesečni promociji, ki so dejansko cel bistvo in cel smisel tega spletnega sveta oziroma te promocije. Tako da več o tem, če te zanima, sem govorila v enem od preteklih e-predavanj, 4 tipi promocije. Recimo, če vzamemo primer, dnevna, tedenska, mesečna promocija pomeni, da ko gremo delati, delamo vse naenkrat, kar je povezano z dnevno promocijo. Recimo, dnevna promocija konkretno so objave na socialnih omrežjih, kar pomeni, da ko gremo recimo pripravljati objave za socialna omrežja, se usedemo za, 3-4 ure in 3-4 ure delamo objave za socialna omrežja. Zdaj, ko gremo delati tedensko, se posvetimo samo tistemu. Ali pa, ko gremo snemati, snemamo v enem kosu za več stvari naenkrat. Zakaj to? Zato, ker v bistvu največ časa nam pobere pravzaprav sama priprava. Večkrat, ko se usedemo po malem, več energije bomo vložili vsakič po malem. To se pravi tudi, če gremo recimo pisati neke prodajne maile, da se mi usedemo, da mi padamo noter, da se mi zorganiziramo in tako naprej, že to nam pobere vsaj, 5-10 minut. In zdaj, če to delamo recimo, če en mail danes napišemo, drugega pa jutri, pa 2 čez 3 dni, bomo vsakič porabili dodatnih 5-10 minut, samo zato, da se zorganiziramo. Dostikrat rabimo tudi to, da pademo noter, dobesedno noter, da začnemo pisati. Recimo, prvič, ko prvi mail pišeš, recimo, da imaš narediti serijo prodajnih mailov, 4, 5, 6 mailov, ko se boš usedel, boš verjetno rabil kar nekaj časa, celo do pol ure ali pa več, da bojo besede začele leteti, da padeš noter in tako naprej. Zato sem tukaj tudi pristaš tega, da včasih, če nam nekje v 25 do 30 minutah ne rata past noter, da potem enostavno zapremo stvari in gremo delati nekaj drugega. Ker to pomeni, da pač tisti dan nismo mi pripravljeni, nismo usklajeni, mogoče nas je znervirali pred tem karkoli in tako naprej. Tako da, to, da mi delamo stvari v paketu, v enem kosu, je predvsem torej to, da se organizacijsko ne rabimo 10 minut časa vložiti za to, da se
pripravimo, recimo pri snemanju, ne, preden se recimo mečkano urediš frizuro, pa kakšno šminko, pa lučke postaviš, oziroma jaz imam stvari postavljene, pa kljub temu jaz rabim, ne vem, par minut, da prižgem luči, da nastavim kamero in tako naprej, ne. In če jaz to delam vsak dan znova, zato da posnamem vsak dan en 5-minutni video ali pa 10-minutni video, ja, ful cajta gre, ne. Tako da recimo tudi zdaj, ko snemam že drugi kos, to se pravi že drugo predavanje v kosu, lahko mimogrede pogledaš po predavanjih nazaj, boš videl, da je že eno predavanje nazaj, na tem kanalu imam enake cunje, ne kompliciram niti s tem, da bi se preoblačila, make-up menjala ali karkoli drugega. Druga stvar je pa to, da delaj vnaprej. Sej deloma sem se že dotakala, pravzaprav s tistim, ko sem nekaj delal v enem kosu, ne. Skratka, delaj vnaprej vse stvari, ki ne zahtevajo, da gremo v živo, to se pravi, razne Zoom delavnice, kjer moramo pač biti v živo, razna mentorstva, kjer smo pač 1-na-1 ali pa skupinsko v živo, razne, ne vem, če imamo kakšna live javljanja, torej v živo, če je to del naše promocije, to pač seveda moramo iti takrat na licu mesta, drugače pa večino stvari delamo vnaprej. Kar pomeni, že zdaj sem rekla, jaz recimo snemam video, ki bo pravzaprav, ga boš ti gledal, pravzaprav mislim, da šele čez 2, če ne šele čez 3 tedne, ne. Dnevna promocija sem že omenila, ne, ko se usedeš in delaš, narediš za cel mesec vnaprej. Sodobna orodja nam omogočajo, da mi vse te zadeve splaniramo, torej damo dejansko v sisteme in so objavljeni vnaprej. Jaz, ko pišem promocijske oziroma kakršnekoli mailinge, napišem, kot sem rekla, 2-3 naenkrat, zato ker sem takrat, ko sem v ta pravi energiji in ko mi zlaufa, je najbolj to narediti. Jih dam v sistem, pa mimogrede, ne pišem jih v sistemu, zato da mi sistem ne odnaša misli z raznimi tehničnimi zadevami, pišem jih direktno v načrtovalnikih v svojem spletnem hubu, torej v tej platformi, ki sem jo razvila, da vam pomaga in da tudi meni v končni fazi pomaga. Skratka, pišem stvari, potem jih pa dam v sistem, kjer sistem v bistvu poskrbi, da se dostavijo ob pravem času. Isto, ko delam, ne vem, blok objave, jaz blok objavo že naredim na svoji spletni strani in nastavim, da se objavi čez ta pa ta, oziroma ob tem pa tem dnevu, to pa to uro, ne. Skratka, tukaj delati vnaprej pomeni, da se mi lahko prvošmo, če smo zelo dobro zorganizirani, lahko mi v parih dneh na začetku meseca naredimo stvari za cel mesec, ne, in potem se cel mesec ne ukvarjamo s promocijo in s temi zadevami, ampak samo še z operativo, kar pomeni s temi operativnimi zadevami v smislu, da izvajamo programe, da imamo coachinge in tako naprej, ne. Če imamo pa kakšnega virtualnega asistenta, ki nam pa odnese lahko še ta tehnični del, ne. To se pravi, eno je, da mi spišemo, da mi naredimo neke osnovne zadeve, virtualni asistenti oziroma mogoče tudi kakšni bolj marketinško usmerjene osebe nam pa lahko te zadeve v bistvu potem tudi pomagajo speljati, ne. Ampak tista neka osnova seveda mora prihajati od nas in iz naših teh direktorskih odločitev, kot jaz temu rečem, no. Skratka, to, da delamo vnaprej, zdaj delamo lahko naprej, tako da se na začetku meseca usedemo pa za cel mesec naredimo, lahko pa tudi tako rečemo, ne, jaz konkretno imam ponedeljke, če boste pogledali v moj koledar, kjer se lahko rezervira klice, ob ponedeljkih se mene ne da rezervirati, ker takrat jaz delam na svojih zadevah. Takrat sem jaz najbolj spočita, takrat sem najbolj v tej energiji, da vem, da me ne bo še odnesel, ker bolj, ko gre teden proti koncu, več šans je, da me odnese z osebnimi privat zadevami in drugimi zadevami kamorkoli, tako da recimo si rezerviram en dan na teden in takrat v bistvu pripravljam stvari za en teden vnaprej. Niti ne za tekoči teden, ampak kot sem rekla, tole, kar zdaj delam, bo recimo že za 2 tedna vnaprej. In to sta v bistvu pravzaprav edini oziroma najbolj pomembni, ali pa nekako ne rečem, skrivnosti, ki nam v bistvu prineseta to, da res imamo, bom rekla, ta prihranek časa, to optimizacijo, vse te zadeve. V prvi vrsti gre tukaj vedno niti ne gre za orodja, ne. Mene dostikrat ljudje rečejo, ok, daj pokaž mi orodja, ki mi bojo vse to olajšala. Ne, na prvi fazi ti nobeno orodje ne bo pomagalo, noben sistem, nobena platforma ne bo pomagala, če nimaš v bistvu na začetku organizacijsko poštimanih zadev. In tukaj je disciplina več kot motivacija. Mi smo lahko blazno zmotivirani, imamo blazno dobre ideje v glavi, ampak če vsega tega postopoma ne dajemo v prakso, če postopoma tega ne podpremo organizacijsko,
bojo zadeve pravzaprav ali na koncu postale, bom rekla, ena taka velika zmešnjava, da ne vemo, kje smo, kaj smo, ali pa ne bojo več lahkotne, ne? Ker bomo vsak dan mečkano drobili, pa vsak dan mečkano delali. In zato sem pravzaprav razvila platformo Spletni hub. Večkrat sem že omenila, platforma je štartala tako, da je bila pravzaprav spletni učni program, ki je vodil čez določene zadeve, ampak sem kmalu ugotovila, da ljudem manjka tudi tisti del, neka orodja oziroma neki sistemi, neki pomočniki, ki bi lahko pomagali vse te zadeve res tudi voditi. Od teh vsakodnevnih aktivnosti, oziroma teh aktivnosti za promocijo, to pravi dnevna, mesečna promocija, do kreiranja online programov, tudi tam pridemo do te zadeve, da če nismo zorganizirani, da v bistvu izgubljamo ful veliko časa, do čist, bom rekla, tega vodenja naših vsakodnevnih aktivnosti, to sprav ne samo tega načrta, kdaj bomo kaj objavili, pa kdaj bomo kakšen mail poslali, ampak dejansko tudi do tega, kdaj bomo to kakšno stvar od teh planiranih stvari naredili. Skratka, Spletni hub te pelje skozi vse te procese, oziroma skozi ta proces kreiranja, menedžiranja vsega tega, ne samo vsebinsko, to se pravi na eni strani, ja, ti da navodila oziroma ti da smernice, vodila, kako pravzaprav oblikovati vsebino, kako jo zastaviti, o čem razmišljati, kaj razmišljati, o čem pisati, na kakšen način mogoče pisati. Naj poudarim, nisem pristaš formul v smislu templateov, da vam dam čisto, da rečem, evo, tukaj pa začni s takim pa s takim stavkom. Sem pristaš tega, da vam dam neka ogrodja, neke formule, ki pa niso formule, no? Ampak neka taka, bom rekla, ogrodja, in potem seveda naprej te formule, to se pravi, vi izoblikujete vsebino, potem pa treba to vsebino naprej peljati tudi organizacijsko oziroma tako rečeno logistično, da dejansko ta vsebina pride torej in zaživi tudi na spletu. Tako da v Spletnem hubu te čaka kar 5 pomočnikov, ki ti pomagajo, da oblikuješ te svoje ideje, da jih splaniraš in da jih na koncu tudi zrealiziraš. Začneš pa vsekakor lahko brezplačno, kot sem že na začetku omenila, v brezplačnem uvodnem spletnem tečaju, kjer pravzaprav spoznaš celoten proces, spoznaš različna orodja, ki jih potrebuješ za ta online biznis. Pogovorimo se nekaj tudi o ceni samih orodij, kako štartati in vse te zadeve.